Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Moja draga prastara starša, če o kom, potem o vama vemo čisto vse. Kako sta se spoznala, kako sta bila oblečena, kaj sta jedla, kaj sta govorila, celo kaj sta mislila. Hkrati pa o vsem tem nimamo pojma. Kajti resnična oziroma teološka vsebina nam dostopnih podatkov je skozi tisočletja obstoja do te mere abšlesala, kot mi rečemo, da ni le zbledela, temveč povsem porumenela. In so ostale le še rumene novice, žuta štampa, senzacionalistično in nepreverjeno poročanje, vredno najcenejše in najdražje komercialne televizije in revij. Torej, ni dvoma, Adam, da te je Bog lastnoročno zgnetel iz zemeljskega prahu, iz blata, iz prsti. Tako piše v Svetem pismu. In kdor je že kdaj preštihal vrtiček ali pa malo pošaril z motiko po gredici, ve, kaj vse zna pokukati in prilesti na plano. No, to smo. Iz tega smo. To marsikaj pojasni, se vam ne zdi? In potem ti je za družbo, za zabavo in za dvig natalitete iz rebra ustvaril še Evo. Iz tvojega rebra, seveda, ne iz svojega, da se nepoučeni ne bodo spotikali. Čeprav k nepoučenosti seveda spada tudi dejstvo, da vztrajno tajimo, da je bila Eva že druga žena. Ljubica, če hočete. Kajti, če gre verjeti našim starejšim bratom po veri, Judom, je Bog skupaj z Adamom iz tiste famozne kepe zemeljskega prahu ustvaril tudi žensko, Lilit, ki pa je Adamu iz nepojasnenih razlogov ušla in ga zapustila. Ker sta bila Adam in Lilit prva in edina človeka, verjetno ni šlo za varanje ali skok čez plot. Ostane nam le še družinsko nasilje ali pa neizpolnjevanje zakonskih dolžnosti ali pa rumeno, vse je rumeno. Pa vendar, si lahko predstavljate, kako drugače bi znalo teči naše življenje, ko bi prva dva zakonca znala malo bolj potrpeti eden z drugim. In ko bi se Adam malo bolj pogovarjal z Evo, ne pa da se je ta v očitnem pomankanju komunikacije in družabnega življenja začela pogovarjati s kačo. S kačo, ja, Bog se nas usmili. A si ni mogla umisliti kanarčka ali pa papigo, psa, morskega prašička, vietnamskega prašička, otročička morda. Možje in žene, dajte no. Usoda sveta ni odvisna od politikov in predsednikov, niti od duhovnikov in škofov, niti od samega papeža, temveč od tega, kako vi izpolnjujete svoje zakonske dolžnosti. Pa nimam v mislih zgolj spalnice, da mi ne bo kdo na sam sveti večer kaj učital. Pa vendar, možje in žene, če v vaši hiši ni vsak večer sveti večer, potem se ne čudite, da je na svetu tako, kot je. Totalna štala. A danes slavimo god prvih dveh, sploh Eve, ki je bila krona stvarstva. Zvečer, na sveti večer, in še enkrat ponavljam, da mora biti zakoncem vsak večer svet, pa častimo prvorojenca vsega stvarstva. Druga Eva bo svetu dala novega Adama. Greh se bo spremenil v blagoslov, prekletstvo bo zamenjala milost, o srečna krivda. Ljuba Adam in Eva obilno žegna za vajin god, pa nam ga od novega Adama in druge Eve izprosita in obilno razlita še na nas. Gregor.